Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dober dan, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež bo predstavil danes sprejeti predlog zakona o gostinstvu. Izvolite. Dober dan, najlepša hvala, da Vlada Republike Slovenije danes sprejela nov zakon o gostinstvu. Kot veste, je priprava zakona trajala dalj časa, imela tudi intenzivno javno obravnavo, v kateri smo pridobili več kot 500 mnenj, pa tudi številne intenzivne pogovore z različnimi deležniki, posebej tukaj izpostavljene sobodajalce. Javna obravnava pa je pokazala na obstoj diametralno nasprotnih stališč, na eni strani nasprotnikov regulacije, ki menijo, da ta v osnovi bodisi ni potrebna ali pa oporekajo njenemu načinu, na drugi strani pa zagovarjanje regulacije, pa tudi posamični dvomi o tem, da je regulacija premalo korenita. Ključne spremembe zakona so: prvič, regulacija kratkotrajnega najema, drugič, sprostitev urejanja rednega obratovalnega časa gostinskih obratov in pa tretjič, povečanje kakovosti naših namestitev s strokovno kategorizacijo višjih kakovostnih kategorij. Naj povem, da se je minister Matjaž Han že včeraj po dogovoru z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije odločil, da umakne določilo o brezplačnem zagotavljanju pitne vode gostom v gostinskih obratih. Če grem na regulacijo kratkotrajnega najema, naj citiram uvodoma nekaj ugotovitev študije Inštituta za prostorsko upravljanje Manchesterske metropolitanske univerze, ki je pripravljala eno od dveh študij, ki zagotavlja strokovno podlago tej regulaciji, in pravi tako: omejitev kratkotrajnega najema v Sloveniji je nujna, saj koncentracija privatiziranih stanovanj in nizka dostopnost najemnih stanovanj otežujeta dostop do stanovanj za ranljive skupine. Prav tako ugotavljajo, da 5-kratni porast v zadnjih 8 letih in profesionalizacija te dejavnosti kažeta na trend dolgoročnega izločanja stanovanj s trga dolgotrajnih najemov, kar zahteva nujno regulacijo za zaščito dostopnosti stanovanj in preprečevanje motenj na stanovanjskem trgu. V tem pogledu jasno odgovor na vprašanje, zakaj uvajamo regulacijo kratkotrajnih najemov. Zato, da mladim slovenskim družinam zagotovimo dostopnost stanovanj. Da stanovanja, ki so bila zgrajena za namen domovanja, vrnemo njihovemu prvotnemu namenu. V Sloveniji imamo 700 tisoč naseljenih stanovanj, 91% vseh teh je lastniških, torej v njih živijo lastniki. 9% je najemnih stanovanj, približno tretjinski korpusi, 1/3 javnega najema, 1/3 tržnega najema in 1/3 službenih oziroma kadrovskih stanovanj. Ko pogledamo 1/3 tržnega najema, nam ostane torej dobrih 40 tisoč stanovanj in tukaj ugotavljamo, da je 70% teh namenjenih dolgotrajnim oblikam bivanja, kar 23% pa je stanovanj v ponudbi kratkotrajnega najema. Torej na vsaka 3 stanovanja v dolgoročnem najemu imamo 1 stanovanje v kratkoročnem najemu. To razmerje jasno kaže nujnost regulacije tega področja. Leta 2019 smo imeli v ponudbi 2500 stanovanj za goste v kratkotrajnem najemu, leta 2023 že 13 tisoč stanovanj, torej v 5 letih 5-kratno povečanje. Leta 2018 je panoga kratkotrajnega najema ustvarila dobrih 66 milijonov evrov prometa, leta 2022 že skoraj 175 milijonov evrov prometa. Še več, kot ugotavlja študija Manchester Metropolitan University, bi v Sloveniji glede na evropske trende v odsotnosti regulacije, če nič ne naredimo, lahko do leta 2030 prišlo do nadaljnega 185% povečanja tega fenomena. Torej bi ta vrednost dosegla 300 milijonov evrov. Nasprotniki regulacije pravijo, da prekomerno posegamo v njihove ustavne pravice in tukaj želimo razbiti ta mit. V javni razpravi se je razširilo prepričanje, da država protiustavno posega v njihove pravice, v svobodno gospodarsko pobudo in v zasebno lastnino.
Pri tem pa opozarjamo, da je potrebno ustavno varovane vrednote ustrezno pretehtati in vsakršen poseg v pravice seveda sorazmerno urediti z skrbnim tehtanjem ustavno varovanih vrednot. Da, 74. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je gospodarska pobuda svobodna. Toda ta isti člen določa tudi, da se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo in da so prepovedana dejanja nelojalne konkurence. 67. člen Ustave Republike Slovenije določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. In končno, 78. člen Ustave določa, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Racio urejanja je torej vrnitev stanovanj trajnim oblikam bivanja, zaradi nedostopnosti stanovanj. Dejstvo, da imamo v državi stanovanjsko krizo, je upravičeno urejanje države. Urejanje pa je zastavljeno na sorazmeren način, da se v najmanjši možni meri posega v ustavno varovane pravice in z ustrezno zakonito podlago odpravlja negativne učinke. Izkazana je vzročna zveza med povečano nedostopnostjo stanovanj, visokimi cenami in umikom pomembnega deleža stanovanj iz stanovanjskega trga, na drugi strani z fenomenom kratkotrajnega najema in to izkazujeta tako študija Centra za poslovno odličnost Ekonomske fakultete v Ljubljani, kot tudi že omenjena študija Inštituta za prostorsko upravljanje Manchesterske metropolitanske univerze. Z regulacijo kratkotrajnega najema država ustvarja pogoje za aktivacijo stanovanjskega fonda za trajne oblike bivanja in premik prihrankov v produktivnejše oblike podjetniških naložb. Pri tem je nekaj problemov. Leta 1994 je država določila sobodajalstvo kot jasno izjemo. Ta doslej ni bila časovno omejena, zato je na tem področju nujna modernizacija ureditve. Še posebej zato, ker je od nastanka te izjeme do danes dejavnost doživela velikanski razmah, še posebej po pojavu spletnih platform, ki so bistveno olajšale in pospešile iskanje in sklenitev transakcij. Posledično spremljamo močan vpliv te dejavnosti na dostopnost stanovanj, na obremenitev infrastrukture in na gospodarski, socialni in turistični razvoj lokalnih skupnosti. Omejen pa ostaja vpliv etažnih lastnikov v večstanovanjskih hišah na pojav kratkotrajnega najema in vpliva dejavnosti nanje, na njihovo življenje in na njihovo premoženje. Pojav in njegovi učinki po Sloveniji pa so različni. Situacija v Ljubljani, na Obali ali v nekaterih gorenjskih občinah ni enaka situacijam v drugih delih države, zato omogočamo lokalnim skupnostim, da v skladu s svojimi pristojnostmi izberejo drugačen tip omejitve oziroma omejitve omilijo ali jih na drugi strani dodatno zaostrijo. Regulacija kratkotrajnega najema je torej namenjena vrnitvi stanovanj njihovemu osnovnemu namenu, trajnim oblikam bivanja, z rešitvami pa omogočamo legitimno pravico lastnikov, da lastno nepremičnino v okviru omejitev oddajajo. Pri tem upoštevamo specifiko posameznih vrst nepremičnin in različno ureditev na eni strani eno- in dvostanovanjskih hišah, od ureditve v večstanovanjskih hišah, kjer imamo bolj omejujoč pristop, ob jasni predpostavki, da je ta fenomen bistveno bolj prisoten v strnjenem tipu poselitve večstanovanjskih hiš. Lokalnim skupnostim tako omogočamo, da v skladu s potrebami stanovanjskega in turističnega razvoja na svojem območju, torej omilijo ali zaostrijo zakonom postavljene splošne omejitve. Splošna omejitev je največ 60 dni oddajanja stanovanj v večstanovanjskih stavbah, kjer je dopustno največ 8 ležišč, potrebno pa je zato 75% soglasje etažnih lastnikov, mimogrede, danes 100% soglasje, ampak hkrati tudi soglasje vseh mejašev, stanovanje spodaj, zgoraj, levo, desno. Na drugi strani je precej bolj mil režim v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah, kjer dopuščamo največ 150 dni oddajanja in največ 15 ležišč ob seveda soglasju morebitnih etažnih lastnikov. Novost, vlada je nekoliko modificirala ureditev glede na to, kar smo predstavljali 2 dni nazaj. Črtana je tukaj omejitev po statusu in stalnem prebivališču. Teh zahtev v zakonu torej več ni.
ravno v želji, da mogoče z razumnimi kompromisi dosežemo tudi dogovor s predstavniki sobodajalcev. Kot omenjeno, imajo lokalne skupnosti možnost, da te omejitve zaostrijo ali omilijo. V stanovanjih, večstanovanjskih stavbah se lahko odločijo za zaostritev na 30 oziroma omilitev na 90 dni v letu, medtem ko v stanovanjih v eno- in dvostanovanjskih stavbah za omilitev oziroma zaostritev od 30 do 180 dni. Torej pol leta. Mimogrede, to je bolj radodarno, kot je predpostavljala dosedanja omejitev statusa sobodajalcev. Kaj lahko naredi lokalna skupnost? Občina lahko s splošnim aktom, ki ga sprejema občinski oziroma mestni svet, za posamezno območje občine ali za celotno območje določi najvišje dovoljeno število oddajanja stanovanja v koledarskem letu. Ta odločitev pa seveda ne sme biti arbitrarna po volji župana, ampak mora občina pri tem presoditi stanje na stanovanjskem trgu in potrebe za razvoj turizma. V ta namen mora občina pri sprejemu splošnega akta upoštevati namensko rabo prostora, veljavne občinske prostorske akte, analizo sprejemljivih sprememb z oceno učinkov na število in kakovost gostov, na splošni razvoj občine z okoljskega, družbenega, kulturnega in ekonomskega vidika, prav tako pa tudi dostopnost stanovanj za prebivanje v občini oziroma stanje najemniškega trga. In končno tudi zmožnost komunalne oskrbe in javne infrastrukture, tudi recimo parkirišč v določeni soseski. Tukaj želimo na jasen, grafično postavljen način pokazati, torej ureditev ločeno na stanovanja v večstanovanjskih in enostanovanjskih oziroma dvostanovanjskih stavbah, splošno omejitev 60 oziroma 150 dni, maksimalno število ležišč 8 oziroma 15, tip ponudnika v stanovanjih, v večstanovanjskih stavbah le fizične osebe s statusom sobodajalca, medtem ko smo se odločili, da v eno- in dvostanovanjskih stavbah tudi z željo, da dosežemo razumne kompromise, omogočili upravljanje dejavnosti vsem tipom možnih ponudnikov, torej tako osebe s statusom sobodajalca, samostojni podjetniki, posamezniki oziroma pravne osebe, medtem ko imajo občine možnost že prej omenjene omilitve oziroma zaostritve. Potrebna so, kot rečeno, soglasja, 75% soglasje etažnih lastnikov, popolno soglasje vseh mejnih etažnih lastnikov. Ta soglasja so časovno omejena na veljavnost 3 let. Pri tem pa je zelo pomembno, da se bodo ob vpisu v register nastanitvenih obratov prejele tudi posebne nalepke, s katerimi bo stanovanja, ki so namenjena kratkotrajnemu najemu, tudi opremljena. Na ta način bo tudi drugim etažnim lastnikom jasno, da lahko v tem stanovanju poteka kratkotrajni najem, sama nalepka pa bo sporočala, da je za to pridobljeno 75% soglasje. Na ta način bo imeli drugi etažni lastniki možnost, da seveda opozorijo na to inšpekcije, ki bo na to preverjala dejanski obstoj podanih soglasij, kot tudi zahtevano kvoto za to. Ok, ne bom šel tukaj v detajle. V ta namen nadgrajujemo register nastanitvenih obratov, še posebej torej uvedbo tako imenovane ID številke, nujno potrebne za to, da bomo lahko ureditev v zakonu o gostinstvu ustrezno povezali tudi z ureditvijo po sprejeti uredbi o kratkotrajnih najemih na evropski ravni in z začasnim preklicom veljavnosti ID številke zaradi prekoračitve dovoljenega števila dni, možnih je po zakonu še nekaj drugih situacij, bo objava oglasa in rezervacija za konkretno koledarsko leto na platformah, kot je Airbnb ali Booking, na ta način začasno onemogočena. Prav tako je zakonom zagotovljenih način zbiranja podatkov, kot tudi možnost neposrednega dostopa do teh podatkov strani pristojnih inšpekcijskih organov, Geodetske uprave Republike Slovenije in tako naprej. Baza podatkov bo v stalnem
bo stalno povezana tudi s katastrom nepremičnin, tako da bo šlo za v celoti digitalizirano in v čim večji meri tudi avtomatizirano digitalno rešitev, ki bo omogočala učinkovito izvajanje in nadzor nad določbami zakona. Hvala lepa. Novinarska vprašanja. Izvolite, predstavite se. Lepo zdrav, moje ime je Nejc Krivs, RTV Slovenija. Mogoče že v torek ste v resnici povedali, da stvar mora iti naprej, da zakon mora se implementirati. Ste vseeno, ko ste dobili tistih 3000 podpisov in seveda sobodajalce ste sprejeli, se je v teh 2 dneh spremenilo kaj, oziroma ste lahko šli na roko sobodajalcem, jih nekako uslišali, ker njihova glavna zahteva je bila nova javna razprava, podaljšanje in tako naprej. Kje ste se potem tukaj vi poskušali prilagoditi, da ste najdeli skupen kompromis? V danes predstavljenih rešitvah je že nekaj sprememb na verzijo, ki smo predstavljali v torek, ravno z željo za to, da se doseže možen kompromis s predstavniki sobodajalcev. Seveda pa je vlada Republike Slovenije dala jasno vedeti, da je polje kompromisa zamejeno z tistimi učinki, ki jih vlada z regulacijo želi doseči. Torej, vrnitev glavnine teh stanovanj na področje dolgotrajnega najema. Posledično upamo v srednjem roku tudi padec cene najemnin oziroma vrednosti tovrstnega premoženja, zato da se zagotovi večja dostopnost do stanovanj. Mi pa smo se na srečanju z predstavniki sobodajalcev tudi dogovorili, da pripravijo svoje rešitve v amandmajski obliki na katerikoli del zakona in da se bomo takrat ponovno sestali. Kot veste, se zdaj zakonodajni postopek šele začenja in dokler ne bo Državni zbor opravil glasovanje o zadnjem amandmaju, so vse možnosti še odprte. Vlada si seveda želi ustreznega dogovora, če bo ta mogoč. Možnost dogovora pa je, kot rečeno, zamejena z cilji, ki vlado silijo, da regulacijo na tem področju uvede. Torej, če pride do ustavne presoje, ste tudi vi na drugi strani pripravljeni? Zakon je dobro utemeljen in podprt z 2 študijama. Jaz verjamem, da izkazujeta tako upravičenost poseganja, na drugi strani pa z sorazmerno ureditvijo, še posebej pa možnostjo lokalnih skupnosti, da glede na prisotnost problema področje uredijo drugače, z omilitvijo ali zaostritvijo pogojev, da smo dobro pripravljeni tudi na morebitno ustavno presojo. Pa še morda glede vode. Veliko ste govorili o tem, da je to ustavna pravica. Zdaj, kako morda odgovarjate na očitke, da ste popustili gostincem? Pitna voda je ustavno zagotovljena pravica, ampak tako vi kot jaz v svojem gospodinjstvu moramo to vodo plačati. In mislim, da je bilo upravičeno prisluhniti predstavnikom obrtno-podjetniške zbornice, da če je neka ustavna pravica, to še ne pomeni, da morajo to zagotavljati in plačati gostinci. Naj pa povem, da velika večina slovenskih gostincev vodo že danes brezplačno zagotovi kot komplementarno ponudbo drugi gostinski ponudbi in gotovo jih je razjezila predvsem namera vlade, da to postane obveznost, kar je ob dejstvu, da se to vsakodnevno že dogaja, da smo vsi deležni te njihove radodarnosti, gotovo neupravičeno. Tako da mislim, da je prav, da smo to določilo črtali, verjamem, da na ta način tudi zadovoljili interes slovenskih gostincev.